Danes v Pomurskem dnevniku. Električni avtomobili v središču mesta. Cerar obiskal obmejne kraje. V krožišču kmalu železna umetnina. Odstranili delo vandalov. Vreme jutri sončno. Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. V petek je v Mursko Soboto prispel čisto pravi reli električnih vozil. Udeleženci EV-ja dirke z električnimi avtomobili 2017 so se pomerili v različnih nalogah, kot je energetsko učinkovita vožnja, pametno načrtovanje časa in posebnih nalog, pri katerih je bila v ospredju spretnost. Ena od pomembnejših postojank relija je bila v Murski Soboti, kjer je bilo na Slovenski ulici zelo pestro. Tu se dogaja v bistvu predstavitev koncepta ali pa prihodnosti trajnostne mobilnosti v mestu. To pomeni, predstavljamo, kako si zamišljamo kot mesto Murska Sobota čez čas, ko bo pač mobilnost malo drugačna, kot je danes. Predvsem bo veliko več tega deljenega prostora, ko se bo lahko delili prostor kolesarji, pešci, uporabniki nekih drugih, bom rekel, alternativnih možnosti prevoza, električna vozila, električne avtobuse in podobno. Ta dogodek je organiziran v okviru projekta ESME, to pomeni električna mobilnost sreča mala in srednje velika podjetja, in je istočasno tudi poteka reli električnih vozil iz Avstrije čez Slovenijo nazaj v Avstrijo, dvodnevni reli. V središču mesta je tako potekala prireditev na temo trajnostne mobilnosti, na kateri so bila predstavljena različna vozila na električni pogon, vključno z doma predelanim avtomobilom, različna električna kolesa. Obiskovalci so se lahko poučili, kako iz sonca pridobivamo elektriko, in se celo zapeljali z električnim avtobusom. Avtobus je 100% električni, plod našega razvoja. Razvoj tega avtobusa, bomo rekel, tehnologije se začel nekje pred 8 leti. Potem smo prišli pa tako daleč, da je bilo treba idejo realizirati, na kar smo kupili rabljen avtobus Mercedesa, katerega smo predelali v 100% električnega. Bom rekel, to je mehansko nov avtobus, zaradi tega, ker je vse električno, se menjajo vse komponente, od kompresorja, bom rekel, seropumpe, klima naprave, vsi ležaji, vse je menjano. Tako da v bistvu imamo nov mehanski avtobus. Poglavitni del tega avtobusa so baterije, seveda. S tem avtobusom, bom rekel, nekje naredimo 130 km. V okviru EV-ja dirke z električnimi avtomobili je približno 36 ekip moralo premagati dobrih 400 km dolgo pot s ciljem v kraju Bad Blumau v Avstriji. Ena od pomembnejših postojank pa je bila v Murski Soboti. Namen relija EV-ja, torej relija električnih vozil, je bil predvsem promocija električne in trajnostne mobilnosti. Poleg tega pa tudi to, da dokažemo, da so električni avtomobili ne le prihodnost, ampak so že kar sedanjost. Dokazali smo to, da je možno z električnim avtomobilom z enim polnjenjem prevoziti več kot 400 km, tudi vmes z nekoliko bolj dinamično vožnjo, z vožnjo v hribih, kar pomeni, da električni avtomobil je resnično danes prava izbira. Ti imaš prav zanimiv avtomobil, kakšen avto s katerim avtom si ti premagal te kilometre? Gre za Tesla model S 85+, torej preračunano iz kilovatov, ki jih elektromotorji proizvajajo. Avto zmore 385 konjskih moči, pospeši v dobrih 5 sekundah do 100 km/h, torej avto višjega cenovnega razreda in tudi višjega kakovostnega razreda, torej premium limuzina, kot bi lahko temu rekli. Sicer pa je bil namen dogodka, ki je v petek v središče mesta privabil množico ljudi, predvsem informiranje in ozaveščanje javnosti o trajnostni mobilnosti. Premier Miro Cerar je v soboto obiskal območje Razkrižja, Hotize in Mirišče ter prebivalcem zagotovil, da se bo država na vse možne načine trudila, da bo prizadetim zaradi meje pomagala, tudi s spremembo zakonodaje in poslušanjem njihovih pričakovanj. Z vselej moramo zdaj v prihodnjih mesecih z implementacijo določiti to mejo, dokončno tudi v naravi, da bodo ljudje na naši in hrvaški strani vedeli, pri čem so. Vsi bomo pa seveda, kot sem danes že večkrat dejal, prizadevali, da tam, ko gre za Razkrižje ali bi rekel Hotizo, ko so usode ljudi težke zdaj bile in se tudi zdaj ta odločba na njih nanaša tako, da jim
ne olajša položaja, da tukaj se bomo pa prizadevali, da jim ta položaj seveda pomagamo olajšati, da jim pomagamo, da bodo lahko uveljavljali še naprej vse pravice in živeli nekako čim bolj normalno tudi v prihodnje. Društvo 29A, ki je v teh dneh organiziralo drugo kiparsko kolonijo, je v Slovenijo povabilo priznanega umetnika iz Negotina, ki sedaj s pomočjo društva ustvarja skulpturo konja ljutomerskega kasača. Železna umetnina te dni nastaja v galeriji Art Jurak v Logarovcih. Umetnik, čigar skulpture so postavljene v 15 državah sveta, predvsem v Aziji, že nekaj dni ustvarja skulpturo kasača in pravi, da ne bo šlo za čisto klasično podobitev konja. Imamo malo tu neku intervenciju geometrijsku, da bi malo razbili taj sadržaj realni, što je bitno, mislim da sam realni kompozicija je u redu. Ja mislim da je u redu. Verovatno će biti raznoraznih, ili kako se to kaže, komentara, ali u biti to je kasač, to je jako bitno. Pa onda malo i tići u neki drugi prostor koji je i dalje deskripcija tog kasača, svejedno, nego da on ne bude sad nešto to samo kao klasičan kasač, kao balerina na sceni. Tako dodali smo malo geometrijske dinamike koji i dalje u deskripciji. 600-kilogramska skulptura iz železa in gline bo stala v eni točki. Sama skulptura će biti u prostoru, znači ona će biti samo u jednoj tački ovog geometrijske kompozicije vezana za tlo, a on će zapravo biti podignut, on će biti u zraku, 1,5 metra u zraku. Železni kasač z avtorskim pečatom umetnika iz Negotina naj bi vas krasil od septembra v glavnem krožišču. Pa glej, v bistvu mi ga zdaj finaliziramo, ampak mi delamo dejansko otvoritev cele kolonije tam v septembri enkrat. Celo smo nekaj študirali, ko bi šli, ker imajo tudi občina svoje občinski praznike v tistem momenti, ampak mislim, ko bomo mi naredili po občinskem prazniki, tako bolj intimno. Društvo pa že snuje nove projekte, s katerimi bi združili kulturo s tamkajšnjo turistično ponudbo. Pred dobrima 2 mesecema so se nad galerijo znesli vandali. Na vzhodni strani galerije Murska Sobota je namreč nastal nov grafit. Kot nam je takrat dejal direktor galerije Murska Sobota Robert Inhof, je do vandalizma prišlo po noči, dogodek jih je razžalostil, skrbelo pa jih je tudi, kako bodo sploh barvo odstranili zidu oziroma ali bo glede na podlago to sploh mogoče. Zid namreč se stoji iz kamnitih ploščic, v katere se barva močneje zažira. A kot kaže, so se preprosto odločili, da zid, nad katerim so se znesli vandali, prebarvajo z belo barvo. Zdaj lahko le upamo, da bo tako tudi ostalo. Sicer pa spomnimo, da so v soboški galeriji že imeli podobne težave, zato so tudi na sprednji strani poslopja namestili reflektorje, ki naj bi odvračali nepridiprave. Sicer je bilo v središču mesta v preteklosti kar nekaj primerov vandalizma. Spomnimo na sklonitev spomenika Zmage, grafitiranje strankarskih prostorov na ulici arhitekta Novaka ali na preslikavo Purgajevega dela. Nepridipravi pa so na vsezadnje bili aktivni tudi že kar pod nosom policije in se z nestrpnim sporočilom lotili stare bolnišnice nasproti policijske postaje. Včeraj je v bližini Udin v kraju Friuli potekala letošnja druga dirka za pokal Alpe Adria. Dirka je potekala za kategorije dečkov v 13 in v 15. Na dirki je dirkal tudi član kolesarskega kluba Tropovci Luka Jablanovec. Dirka je potekala v 8 krogih dolžine 4,2 km in 9 krajšim krogom, vendar v večja in daljša klanca. Na dirko skupne dolžine 37,8 km se je podalo 50 kolesarjev, večinoma Italijanov in Slovencev. Luka Jablanovec je vse skozi nadziral dirko. Večino dirke je bil vodilni kolesar in dobil tudi enega izmed 3 letečih ciljev. Med dirko v 3. in 6. krogu sta skupaj s svojim največjim rivalom in prijateljem Jakoš Poljarjem iz Adria Mobila poskušala s pobegi, vendar jo je skupina tudi s pomočjo slovenskih kolesarjev iz slovenskih klubov vedno ujela. V zadnjem 9. krogu, ki je potekal tudi v 2 večja strma klanca in ciljni klanec, je Luku na koncu zmanjkalo moči, a je še kljub temu zasedel 6. mesto v času zmagovalca italijanskega kolesarja Ursula Lorenza. Od slovenskih kolesarjev se je najbolje uvrstil prav Jakoš Poljar, ki je bil v zaključnem sprintu 3. Luka Jablanovec pa 6. Luku čaka v četrtek in petek državno prvenstvo na pisti velodromu, ki bo v organizaciji Kolesarske zveze Slovenije potekalo na velodromu v Kranju. Na spletnem portalu sobotainfo.com razkrivajo, kdo je nova direktorica Murskega Vala. Več si preberite na sobotainfo.com, mi pa si poglejmo še kratke novice.
Jutri bo večinoma sončno. Kakšna kratkotrajna ploha bo popoldne možna predvsem v Alpah. Kakšno vreme nas čaka v naslednjih dneh pa v vremenski napovedi. Danes smo imeli delno jasen dan. Opoldne smo v Krajinskem parku Goričku namerili 21, v Radencih, Lendavi ter v Murski Soboti pa se je živo srebro povzpelo do 23 stopinj. Jutri bo večinoma sončno, kakšna kratkotrajna ploha bo popoldne možna predvsem v Alpah. Jutranje temperature bodo v Murski Soboti in Mariboru med 12 in 13, dnevne se bodo povzpele do 28. V sredo in četrtek bo sončno in vse bolj vroče, popoldne bodo nastale posamezne nevihte. Temperature v naših krajih bodo zjutraj okoli 14, dnevne se bodo povzpele do 31. Toliko smo vam pripravili za danes. Več vsebin najdete na naši spletni strani www.tvideja.si. Nasvidenje do jutri.